Pozdravljeni še enkrat. Najprej gremo v Velenje, kjer tik pred koncem javne razprave o zaprtju tamkajšnjega premogovnika, končala se bo jutri, še ni soglasja o tem, kdaj naj se to zgodi. V Velenju so zelo kritični do vladnega predloga, da bi bilo to leta 2034, saj da mora vlada, preden bo določila letnico, sprejeti poseben zakon o postopnem zapiranju rudnika. No, infrastrukturno ministrstvo pa opozarja, da brez določitve letnice Slovenija ne more do evropskih sredstev. Slovenska energetska smetana je v en glas hitela. Za slehernega zaposlenega v termoenergetiki bomo poskrbeli, a zaprtje je neizogibno. Teš je v finančnih težavah zaradi kupovanja CO2 kuponov, okoljski cilji so neizpodbitni. Neizbežno dejstvo je, da je pač era premogovništva končana. Rudar ni poklic prihodnosti. Premogovništvo ni gospodarska panoga, ki lahko uspeva v prihodnje. Ker smo že zaznali nekaj čustvenih odzivov, vsaj jaz sem jih, moramo povsem hladno gledati na to zadevo. Velenje je zraslo na žuljih knapov, so bili ostri svetniki in še 35 let nismo imeli električnega mrka, pač pa energetska nebesa. Prav gotovo je premogovnik tisti, ki lahko si dovoli in ima pravico gledati tudi nekoliko osebno na zadevo. Predvsem pa, da se jasno določi, kdo je za kaj odgovoren in kaj sledi, če to ni realizirano. Kaj točno pomeni letnica zapiranja v scenarijih? Je to zadnja lopata premoga? Je to ključavnica na rudniku? Svetniki zahtevajo nadomestitev vsaj 5000 delovnih mest s primerljivo plačo in zanesljiv nadomestni toplotni vir. Dokler nista pod streho zakon o postopnem zapiranju premogovnika in nacionalni energetski podnebni načrt, zakoličenja letnice zaprtja po njihovem ni mogoče določiti. In kaj v nasprotnem primeru? Ja, jaz mislim, da v Sloveniji je še nekaj mehanizmov, tudi sodnih mehanizmov, čeprav ne rad danes o teh govorimo, da zagotovimo neke demokratične pravice, ki veljajo. Zahtevajo tudi čimprejšnje dokončanje tretje razvojne osi, ki bi dolini odprla vrata do uspešnejšega prestrukturiranja, ki pa se mora financirati tudi iz na račun emisijskih kuponov Teša izdatnega podnebnega sklada. V termoelektrarni Brestanica so uspešno opravili tehnični pregled